Po zmagi na derbiju matematika v igri za prvo mesto še vedno drži Brynja Grosuplje. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev kroga druge nogometne lige. V povprečju več kot 3 zadetke na tekmo smo videli v predzadnjem krogu, najmanj jih je bilo v Gorici, le ena žoga je končala v mreži Ilirije, prinesla pa je zlata vredne 3 točke vrtnicam, ki so po porazu Jesenic pri Krki pomenile, da Goričani ne bodo končali na zadnjem mestu. Presenečenje kroga so pripravili igralci Keti Emi in Polbistrice. Serija brez poraza Triglava je prekinjena, v Kranju so domačini kar 4-krat pobrali žogo iz svoje mreže. Na gostovanju so bili pri Beltincih uspešni igralci Bil, prvi golgeter žutih Bajraj pa je z Marošo v odprti bitki za naslov najstrelca. Nogometaši Jesenic niso bili več krojači svoje usode, pripotovali so v Novo mesto, v nepravem trenutku. Krka je namreč v prejšnjem krogu osvojila prvo zmago pomladnega dela in se je želela s 3 točkami posloviti od svojih navijačev. Tu je bil zadetek Krznariča v 15. minuti, stekel je v sredino in podajo z desne spremenil v zadetek. Kljub razmočenemu igrišču je bilo na Portovalu mogoče spremljati dinamično tekmo. Jesenice so pripravile preobrat, le 2 minuti po vodstvu Dolencev je rezultat poravnal Dakić, uspešen je bil z neposredne bližine. Vratar Hribar je moral dvigniti belo zastavo. Čuvaj mreže številko 31 na hrbtu je bil še drugič premagan v 30. minuti. Če Ivanović, branilec, ki je igral za mladinske selekcije Olimpije in tudi Triglava, je dosegel prvi gol v drugi ligi. Srečanje se je bližalo koncu, rezultat je bil po godu Gorenjcev. V zadnjih 12 minutah pa domači preobrat. Predložek v sredino z desne strani je z glavo v gol pospravil kapetan Lipec, ki bo na zadnji tekmi praznoval 150. nastop v drugi ligi. Dvoboj pa se je odločil z bele pike. Uspešen izvajalec najstrožje kazni je bil Krznarič. Krki je drugič v sezoni uspelo zmagati na 2 zaporednih tekmah. Jesenice ligo končujejo na zadnjem mestu. Simon Dvoršak je v udarni 11-terici na srečanju proti Biljam premešal karte. Vid Šumenja, ki je stopil na gol drugič v sezoni, kapetanski trak pa ni bil okoli roke Sočiča, ampak Rantaše. Biljenci so lovili 5. zmago na gostovanju pri žutih. V zadnjem delu prvega polčasa so gostje 2-krat bliskovito udarili. Najprej v 38. minuti je domači čuvaj slabo ocenil let žoge. Prišla je do Abela Marca, ki jo je od prečke poslal čez golovo črto. Precejšnjo napako v obrambi so si privoščili rumeni. 3 ofenzivni igralci Bil so krenili v napad. Martin Aščić-Pjaža, ki je po zimi v Bilje prišel iz Tabora, je drugič začel v prvi postavi in prvič zadel za črno-bele. 2 zadetka v prvem delu in 2 v drugem polčasu smo videli prvič v sezoni. Je Abelu Marcu uspelo doseči 2 gola na eni tekmi. Je pri 5 zadetkih, kar je njegov najboljši izkupiček v članskih ligah. Biljenci so bili blizu najvišje zmage v letošnji sezoni. Nobene ekipe niso uspeli premagati s 3 goli naskoka. Častni gol je za Beltince dosegel Murad Bajraj, bil je najbolj spreten, potem ko se je žoga odbila od okvirja vrat. Z zadetkom se je zavihtel na prvo mesto lestvice strelcev. Konec je zadnje domače tekme žutih v sezoni 2000. Že 31. drugoligaški obračun med Dravinjo in Krškim se je odvil v tokratnem krogu. Na prvem obračunu sezone so Krčani zmagali z 2-0. Domači zeleni so do vodilnega gola prišli tik preden je začel teči sodnikov podaljšek prvega polčasa. Po podaji v sredino se je žoge dotaknil Pirc, ki je v statistiko vpisal avtogol. Pester je bil nato zaključek tekme. Adebayo je v 90. minuti z levo nogo zaustavil visoko podajo v kazenski prostor, preigral vratarja in zadeval z desnico. 6. golom se je izenačil z najboljšim klubskim strelcem sezone, Mateom Koprivce. Zadetek Krškega v 3. minuti podaljška je bil pravi evrogol. Rezervist Patrik Veselič je sprožil s precejšnje razdalje. Žoga je končala pod prečko nemočnega Skrbinška. Krško v naslednjem krogu igra proti Gorici, v primeru poraza bo sezono končal na predzadnjem 15. mestu. Drugo tekmo zapovrstjo je Gorica igrala pred domačimi gledalci, podobno kot proti Dravinji, tudi tokrat v zelo razmočenih razmerah. Ilirija je v športnem parku le enkrat zmagala, in sicer marca leta 2022. Edini gol na tekmi je dosegel Nvančuku,
Golič je izbijal žogo naravnost na desnico Nigerica, ki je vpisal 10. gol sezone. Če bi šteli le pomladni del prvenstva, bi bila Gorica na 10. mestu. Primorci so se s 3 točkami dokončno izognili zadnjemu mestu. Zadnjega gostovanja pri Rudarju se je Jadran vrnil z 1 točko. Lanskega 8. maja se je tekma končala z 0:0. Po točko pa sta si kluba razdelila tudi tokrat, le da je obračun postregel 4 goli. Prvega je dosegel Dion Hotis, sprejel je žogo v kazanskem prostoru in jo z levo nogo poslal diagonalno proti daljši vratnici. Ko se je bližal odmor, je za zadetek kroga poskrbel Dominik Šimić. Z levo nogo je z desne strani potegnil proti sredini, s približno 25 metrov je silovito udaril naravnost v stičišče vratnice in prečke, neubranljivo za Lana Jovanovića. Napako nasprotnega vratarja Tiganja je 6 minut po vrnitvi na zelenice izkoristil Franz Tunja. 20-letni Hrvat je priložnost za dokazovanje dobil v drugem polčasu, ko je med odmorom zamenjal Subašića. Rudar je morebitni prvi domači poraz po 21. marcu, ko je klonil z Brinjem Grosupljem, preprečil slabih 15 minut pred koncem. Podajo v sredino je izkoristil Rajter Krebs. Na 40. nastopu je dosegel drugi gol v drugi ligi. To je bila edina tekma kroga, ki se je končala brez zmagovalca. Takole, to je to za zadnje. Potem, ko je trener Triglava Dejan Đuranović v prejšnjih 3 krogih sprejel odločitev, da bo prvega strelca Tonja Vinogradca posedel na klop, je Hrvat proti Bistrici začel v prvi postavi. Na prvem medsebojnem srečanju letos v Kidričevem 9. novembra je prav omenjeni napadalec načel mrežo Bistrice, ki je takrat izgubila 4:3. Štajerci so to pod Gorencem vrnili z obrestmi. Videli smo gol Džajića po protinapadu v 10. minuti. Do odmora pa ni bilo več zadetkov. V nadaljevanju se je Keti Emi Impol razletel. Carrera Sanchez je z levo nogo z roba kazenskega prostora natančno ciljal ob desni vratnici nemočnega Mulalića. Drugi ligaški zadetek za španskega krilnega igralca, ki ima v svoji letošnji statistiki še 3 asistence na 12 tekmah. Bistričani so mleli naprej, na 3:0 je povišal Domagoj Vidović, tudi on se je podobno kot Sanchez moštvu pridružil v zimskem prestopnem roku. Triglav bi le zmaga obdržala v igri za drugo mesto, a na koncu so Kranjčani doživeli najvišji poraz sezone. Z zadetkom Mara Vrdoljaka so se gostje veselili 3 točk. Drugič v sklopu druge lige so bili na Gorenjskem uspešnejši od Triglava. Sodeč po zadnjih rezultatih je sežanski tabor z mislimi že zaključil sezono. Da so Kraševci odklopili, je bil dokaz tudi dvoboj v Ljubljani proti Slovanu. Pod prva 2 zadetka gostiteljev bomo podpisali Benjamina Adrovića. V prvem delu je zadel v 29. minuti, v 54. pa je zaključil samostojni protinapad s strelom z roba kazenskega prostora. Precej je bila razredčena obramba tabora, puščali so preveč prostora nasprotnikom, tako je Baskera v podobnem slogu kot Adrović zatresel mrežo Samuela Bengueja, 18-letnega mladinskega vratarja, ki je tretjič nastopil v drugi ligi. Slovanovci so bili hitrejši, tudi na odbitih žogah so bili prvi. Po obstrelu z razdalje je žoga prišla na nogo Šerbca, v 65. minuti je bilo že 4:0. Na 103. tekmi v drugi ligi je Dino Stančić dosegel 23. zadetek, a izkazalo se je, da je bil to le častni gol. Slovan je še enkrat spravil žogo čez golovo črto in še enkrat je zadel Šerbec. Ljubljančani nikoli doslej še niso uspeli tako prepričljivo premagati Tabora. Hitro po porazu v finalu pokala so dvignili glave nogometaši Brinja Grosuplja. Doma so na derbiju z Nafto imeli možnost, da prestavijo predčasno uvrstitev v prvo ligo prekmurske zasedbe.
700 gledalcev je zapolnilo stadion nogometnega parka Grosuplje. V 33. minuti se je Vinko Skrbin odločil za samostojno akcijo na desnem krilu. Nakazal je strel z desno nogo, potem pa udaril z levo pod prečko nemočnega Lukasa Erjavška. Akcija za podvojitev prednosti Brinja Grosuplja je dokaz, kako močno so si želeli zmage. Nafta nikakor ni uspela izbiti žoge iz svojega kazenskega prostora, po več poskusih in odbitkih je nato udaril Jovičević, trud se je obrestoval 2-0. Čeprav je Nafta hitro v drugem polčasu znižala in se vrnila v igro, po golu Maroše gostje niso uspeli poravnati rezultata. 3 točke so ostale doma in na odgovor, kdo bo letošnji prvak druge lige ter neposredno uvrščen v prvo, bomo čakali konec tedna. Z 1-0 je Gorica premagala Ilirijo, po preobratu je Krka dobila srečanje z Jesenicami s 3-2. 2-2 je bilo na tekmi Rudarja in Jadrana Dekanov. Dravinja je bila doma boljša od Krškega, z gostovanja pri Beltincih se s polnim izkupičkom vračajo Bilje. Keti Emi Impol Bistrica je očitala lekcijo Triglavu, 4-0 je bil rezultat. Slovan je visoko s 5-1 premagal Tabor, 2-1 je bilo na obračunu Brinja Grosuplja in Nafte. Razlika 5 točk v korist Nafte se je zdaj zmanjšala na 2. Triglav bo ostal 3., Beltinci Klimat Tratnik so 4., sledi Tabor, 5. je Bistrica. Rudar ima 37 točk in eno zmago naskoka pred dvojcem Bilje Dravinja. Slovan jih je nanizal 32, Jadran Dekane najdemo pri 30. Krka jih ima 29, 27 za Ilirijo, Krško je na 14. mestu, Gorica je 15, Jesenice so zadnje. Poglejmo si še pare zadnjega kroga. 3 tekme imamo v petek, Ilirija igra z Beltinci, Brinje na gostovanju pri Biljah, Nafta se bo soočila s Triglavom, preostali obračuni so v soboto. Bistrica proti Slovanu, Tabor se od sezone in domačih navijačev poslavlja proti Rudarju. V Dekane potuje Krka, pot v Podmežaklo čaka Dravinjo, na stadionu Matije Gubca pa se srečata Krško in Gorica.